Vsekakor smo s tem programom poskušali odgovoriti na izzive, ki so pred slovenskim kmetijstvom in pred slovenskim podeželjem, in pa odgovoriti na vse negativne trende, ki so se izrazito pokazali sploh v zadnjem triletnem obdobju. Smo zaskrbljeni nad tem, kar se dogaja, in odraz tega so ukrepi, ki smo jih pripravili. Jaz bom povzel samo nekatere bistvene poudarke, v nadaljevanju bosta predsednika komisij podala bolj strnjen povzetek programa. Zdaj, osnovno, kar smo ugotovili in kar je problematično na področju kmetijstva, je slab ekonomski položaj slovenskega kmeta, in vsi ukrepi, ki smo jih pripravili, so usmerjeni v izboljšanje ekonomskega položaja slovenskega kmeta. Na ta način bomo poskušali zaustaviti grozeče praznjenje podeželja, poskušali bomo izboljšati starostno strukturo kmetovalcev, poskušali še koga zanimirati, da se odloči za kmetovanje, in v zvezi s tem so pripravljeni ukrepi, ki bi izboljšali pokojninsko in zdravstveno varstvo kmetov, predvsem pa izboljšali posestno strukturo, to se pravi obdelovalno površino, ki je v obdelavi in ki se je v zadnjih 10 letih kljub vsem prizadevanjem povečala samo za 0,7 hektara. To so podatki, ki so produkt popisa kmetijstva v letu 2010. Naša temeljna usmeritev je povečati ekonomsko moč slovenske kmetije na ta način, da jim damo v upravljanje zemljo, ki je v lasti države, tako kar se tiče kmetijskih zemljišč, sploh pa kar se tiče gozdov. V zakonu o gozdovih smo napisali to usmeritev, katere izvajanje pa je v zadnjem obdobju zastalo. Prepričani smo, da je na območjih z omejenimi dejavniki nujno podeliti koncesijo za gospodarjenje z državnimi gozdovi kmetijam na teh območjih in na tak način bistveno izboljšati ekonomski položaj kmeta. Druga pomembna zadeva, ki smo jo tudi izpostavili v svojem programu in ki jo želim jaz izpostaviti, je politika in pa načrti v zvezi s tem, ki so povezani z gospodarjenjem z slovenskimi gozdovi, z gozdovi v državni lasti. Gre za cirka 240 tisoč hektarov gozdov, ki so v upravljanju, ki so bili podeljeni s koncesijo v upravljanje takratnim GG-jem, zdaj privatnim firmam, in ki so odraz negospodarnega ravnanja države z temi gozdovi. Država bistveno premalo iztrži na ta način, in v strokovnem svetu smo pripravili predlog, da se po poteku koncesije, to bo v letu 2016, ti gozdovi poverijo, dajo v upravljanje gospodarski družbi, ki bo v 100% državni lasti in ki bo zagotovila gospodarno izrabo tega velikega potencijala. Želel bi poudariti, da se zavedamo velikega problema, ki je povezan z gospodarjenjem z gozdovi, to je razdrobljenosti gozdne posesti. 2,6 hektara je povprečna gozdna posest, 350 tisoč naj bi bilo lastnikov po zadnjih podatkih, in to je tudi eden od razlogov za to, da slabo izkoriščamo letni prirastek. V bistvu od 8 milijonov kubikov letnega prirastka trenutno izkoristimo vsega tam med 3,2 in 3,4
milijona in to je občutno premalo. Sestoji se nam starajo in dela se velika gospodarska škoda. Pripravili smo program posebnih spodbud za združevanje lastnikov gozdov, ki bi moral prinesti rezultate. Na področju spodbud, subvencij bi želel poudariti tudi, da je naša usmeritev predvsem v proizvodno vezane subvencije in še več, mi smo temu dodali še subvencionirati tisto proizvodno, ki se bo zaključila z plasmajem izdelkov na trg. Se pravi, proizvodna in tržna usmeritev. No, za zaključek mojega uvoda bi povedal še, da se pridružujemo stališču Slovenske demokratske stranke in podpiramo reformo zborničnega sistema, s tem zvezi tudi ukinitev obveznega članstva v Kmetijsko-gozdarski zbornici.